Trgovci pravijo, da je najlažje prodajati nepoučenemu kupcu. V tehnološkem paviljonu zato želimo kupce avtomobilov tudi izobraziti. S pomočjo naših debat na multimedijskem odru gre seveda veliko lažje. Jaz sem zelo vesel, da je naš prvi gost tule na teh udobnih kavčih v tehnološkem paviljonu šef zunanjega oblikovanja pri Mercedes-Benzu Robert Lešnik. Prvo vprašanje se mi zdi pa na mestu. Se spomnite salona zadnjega v Sloveniji ali pa prvega svojega? Mislim, da vemo prvi oziroma mogoče celo tudi zadnji v začetku 90-ih let. Takrat sem celo razstavljal en model iz plastelina. Januarja je konzorcij Euro NCAP ponovno nekoliko spremenil standarde za varnost pešcev. To je posebna cona, ki jo oni merijo in je pomembna. Vsako leto na cestah umre veliko število pešcev. Pri oblikovanju avta, če gremo danes skozi salon, lahko vidimo izjemno različne oblike sprednjih avtomobilov. Človek bi težko rekel, da kar vse zagotavljajo enako raven varnosti pri trku pešca, pri katerem se meri udarec od kolena navzdol, pa zgornji del, pa posebni del je glava. Eni avtomobili imajo sprednje dele popolnoma odrezane, drugi iščejo neko drugačno obliko. Je to pri osnovni zasnovi oblike sprednjega dela, koliko vas omejuje? Ja, jaz temu ne pravim omejitev, ampak izziv. Spomnim se, da ko sem jaz začel delati v tem biznisu, v tem avtomobilski industriji, pred 18 leti, je bil recimo cilj, oziroma je bilo nam povedano, vsem avtomobilskim proizvajalcem, da čez recimo 5 let stopijo ti zakoni v veljavo. In pred tega enostavno ni bilo. In na začetku je bilo rečeno, ok, zdaj bomo od takrat naprej bo vsak sprednji del avtomobila 8 cm višji. In smo se vsi prejeli za glavo, smo rekli, ok, to je konec avtomobilskega dizajna. Mogoče bomo imeli avtomobili karakter, ampak lepi več ne bodo. In kljub temu mislim, da nam je uspelo z vsemi aktivnimi pokrovi motorjev in s različnimi sistemi. Tisti dizajn, ki je za nas konkretno Mercedes tipičen, ohraniti in mogoče celo bolj atraktivnega narediti kljub vsem tem omejitvam. In na koncu mislim, da vsi avtomobili, ki so danes tu na salonu, definitivno izpolnjujejo ta zakon, ampak vsak je izbral mogoče drugo pot. In na koncu jaz sem tudi sina, ki recimo potencialno v nevarnosti, da ga avto povozi in v tem primeru jaz tudi, ko oblikujemo sprednje dele, pa en oblikovalec pri nas reče, wow, tega sploh ne morem več oblikovati, rečem, zamisli si, da imaš ti tudi, kaj pa vemo, otroka in da ga bo ta naš Mercedes zadev in mogoče zaradi te oblike bo tudi preživel, oziroma bo možnost preživeti. In tako da zakoni nimamo nobenih problemov in mislim, da so to izziv, definitivno. Še eno polje izzivov, ne pa težav, aerodinamika. V smeri oblike morate najti nek konsens tudi z ekipami, ki delajo na aerodinamiki v smislu manjšega koeficienta zračnega upora, pa seveda tudi pri visokih hitrostih, kar pri vaši znamki gre skupaj, je treba iskati razmerje med tem zračnim tokom, pa ne nazadnje, tudi kako oblika zagotovi, da se avto čisti, da se ne mažejo zunanje ogledala, da se vzvratne kamere ne umažejo. To so recimo stvari, ki jih mi na testih potem opazimo, pri katerem avtomobilu je to narejeno bolje, pri katerem pa slabše. Koliko je ta faza pripuščena že v prvem delu, ko vi dizajnirate osnovno podobo avtomobila in ali se v nadaljevanju z njimi uskladite in v zračnem tunelu ali že vnaprej predvidite neke osnovne parametre, ki jih mora imeti vsak del avta? Praktično se dela že od prvega dneva, delamo z inženirji, aerodinamiki in tudi aeroakustiki. Simulirajo se že prvi 1:4 modeli iz plastelina.
to so super računalniki, ki, kaj pa vem, čez Božič računajo, ne, oziroma čez praznike non-stop računajo in danes je celo tako daleč prišlo vse skupaj, da tudi recimo oblikujejo. Ne? Računalnik avtomatsko predlaga obliko, ampak še ni tako daleč, da bi tudi gledala dobro, da bi imela karakter. Karakter ima mogoče, pa ne izgleda dobro. V glavnem, od prvega dneva, ko oblikovalci začnejo oblikovati pomanjšanje merilo, se že računa ta količnik zračnega upora in seveda potem, ko smo v merilu 1:1, imamo zdaj 2 leti star najsodobnejši vetronik, tudi v Sindelfingenu, 100 metrov stran od dizajna, povezan z enim tunelom pozemljskim, tako da lahko praktično te modele kar praktično transportiramo pod zemljo direktno v vetronik. In jaz sem še vedno zelo pogosto v vetroniku, mislim, da je to zelo zanimiva stvar. Določene stvari se da zelo hitro simulirati, ampak določene enostavno ne. Kaj pa vem, položaj ogledala, vsak milimeter je pomemben tudi za hrup, ne, za aeroakustiko. Ja, super, jaz mislim, da najbolje, da naš pogovor kar zaključimo. Čaka vas še eno predavanje danes in tudi tega se bomo z veseljem udeležili, da ne bomo preveč porabili tako časa kot energije. Hvala in še enkrat smo počaščeni, da ste naš prvi gost v Tehnološkem paviljonu na Gospodarskem razstavišču. Hvala. Hvala.